ponavadi za video posnamem kakšen lep kolesarski izlet ali pa kakšen vzpon, mogoče utrinke z dopusta. Danes vam bom pa za spremembo pokazal, kakšen je en moj navaden kolesarski trening, ki ga lahko naredim tudi tako po službi med tednom. Zraven pa bodite pozorni tudi na dvodnevno akcijo Sirocco, kjer boste lahko z mojo kodo dobili kar 20% popusta. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes, ko to snemam, je sicer sobota, 4. oktober. Zjutraj smo se zbudili v neko nenormalno hladno jutro. 3 ali pa 4 stopinje Celzija je bilo v Novi Gorici. Jaz sem potem čakal do 3 popoldan. Vreme je še kar zmeraj oblačno in namerili smo komaj 14 stopinj Celzija. Ja, vidiš, še prejšnji teden sem bil na dopustu v Rogaški Slatini. Nažalost je trajalo samo en teden in tudi brez enega pravega kolesa. Kdor ne verjame, naj si pogleda prejšnji video. Sem pa vseeno v oktober vstopil z letošnjimi 8000 km. V bistvu mi manjka samo še 43 km do 8300 in to bom danes tudi naredil. Zdaj se prebijam čez bolj stranske mestne ulice Stare Gorice in Štandreža. Grem pa na jug proti Krasu. Za tale današnji trening sem si zamislil, da na 43 km naredim dober procent višincev, se pravi vsaj 430 metrov. Ampak, kakor sem si zamislil, te dva današnja vzpona, zna biti, da jih bo tudi okrog 470, tja do 500. Po 11 kilometrih sem že prišel v Sovodnje, tako da me loči še par kilometrov do prvega vzpona. Za vse tiste, ki želite bolj natančno videti, po kateri progi sem se danes peljal, bom pa dol od spodaj v opis videa dal tudi link do svoje Strave. Preverite pa lahko tudi na moj Instagram. Po 14 km in pol sem zavil levo na vzpon za San Michele. Vzpon na San Michele je dolg 3,3 km. Na njem se dvigneš za 211 metrov, kar pomeni približno 6,4% vzpon. Ja, kar lepo gre gor z električnim kolesom. Kakšnih 15 na uro se pele. Poleg tega, da ima vzpon zelo prijazen naklon, ima pa tudi zelo lep asfalt, res brez kakršnih koli poškodb. Super je in še posebej danes, ko je tako malo bolj čudno vreme, ni tudi nobene gneče na tej cesti. Tle se je cestica malo zravnala, pa izkoristim za eno fotko. Kadar je lepo vreme, je tukaj vse polno kolesarjev. Danes pa v tem oblačnem vremenu, pa ko sem tako čist sam, je pa prav čarobno.
Ta tabla označuje, da gre tukaj za območje spomina, hkrati pa pomeni, da je do vrha manj kot 300 metrov. Preko tega vzpona, kakor še preko mnogih drugih, je tekla Soška fronta. Na njej se je boril tudi Prežihov Voranc, ki je vse te kraje zelo lepo popisal v knjigi Dober dob. Tle na vrhu je vseeno nekaj več ljudi. Tukaj je pač ena taka vojaška cona, mesto spomina, muzej. Lahko si ogledate tudi različne rove iz te fronte. V glavnem tak zanimiv kraj. Tukaj zraven pa lahko tudi pokažem, je vodni vir. Če je potreba, si lahko dopolnite bidon. Jaz imam zaenkrat še dovolj vode, tako da grem kar naprej. Čau. Zdaj po tem spustu dol iz San Michele se je cesta en malo zravnala, pa izkoristim to priliko, da vas opozorim na akcijo Sirocco. 8. in 9. oktobra bo možno na mojo kodo RBA SLO dobiti kar 20% popusta. Če kogarkoli od vas zanimajo te dresi znamke Sirocco, jih lahko naročite preko spleta, uporabite moj specialni link ali pa kodo in boste dobili 20% popusta, tudi če so izdelki že znižani. Vam še potem povem kaj več od Sirocco. Zdaj imam še en vzponček. Tukaj je en tak kratek vzpon, dolg je vsega skupaj 1 kilometer, se pa na prvi polovici kar precej napne, procenti tja tudi do 12, pol v drugi polovici se pa dokaj zravna, ko se praktično niti ne zaveš, da je že konc. Tudi na naši strani Krasa je lepo mir. Nobene gneče, par avtov sem videl, super. Ja, hotel sem reči, jaz imam danes vse na sebi, kar je od Sirocco, razen čevljev in čelade. Tako nogavice, normalno hlače in majico z dolgimi rokavi, pa celo bidone imam od znamke Sirocco. In očala, ta so mi še posebej všeč, ker so polarizirana in poleg tega še fotokromatska in se lepo prilagajajo. Kadar je močno sonce, so bolj temna, kadar je bolj oblačno, so bolj svetla. Ja, in tudi majica je en tak super prijeten material na otip, lepo je oprijeta, kot da je bila svilena, taka ful lepo mehka in gladka. Malo sem skrenil z tiste poti, ki sem si jo prej narisal v glavi, tako da sem zavil še čez Lokvico in imam tle še en manjši vzponček proti odcepu za Cirje. Še je par dopustnikov tle, tale je bil kar iz Splita. Prišel sem do odcepa za Cirje. Jaz sem bil gor, kaj pa vem, 3-4 videe nazaj, kakorkoli pred kratkim, tako da danes ne bom ponavljal. Vidim pa zdaj tukaj na števcu, da imam 28 km in 480 višincev, kar je super točno po planu. Še teh 15 km, ko pa do doma, jih bo lih tistih 43, ko jih rabim, da dosežem letošnjih 8300.
To pa je seveda dobra popotnica, da zadnje 3 mesece tega leta izkoristim za kolesarjenje in tudi letos brez kakšnega posebnega pretiravanja dosežem 10.000 km. Zdaj me pa čaka še tale lep spust v Miren, potem pa približno 13 km ravnine do doma. Zaradi tega ovinka čez Lohvico bo na koncu ratelo kakšnih 45 km in dobrih 500 višincev. Ampak to ste nekako zdaj videli, kako izgleda en tak moj povprečen trening za 2 urci, ki ga lahko naredim tudi popoldan po službi. Najrajši se odpravim na Kras ali pa v Goriška Brda, zato ker tam so točno taki vzponi, kakor jih jaz rabim, da dosežem tisti 1% višinskih metrov glede na razdaljo. Želim vam varno vožnjo, čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!